Ja, rešitev vpeljave sosežiga v TEŠ-u je po našem prepričanju in tudi po rezultatih dosedanjih analiz, študij in tudi poročila o vplivih na okolje zagotovo rešitev. Namreč to predstavlja najhitrejšo izvedljivo rešitev začetka sosežiga na področju Republike Slovenije nastalih odpadkov. Medtem ko vse ostale rešitve, termične rešitve seveda, ki so neka rešitev in ki jih vse države vse bolj razmišljajo o njih, tiste, ki do sedaj teh rešitev še nimajo, terjajo namreč bistveno več časa zaradi pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj, zaradi izvedbe investicije, zaradi umeščanja v prostor in ostalih postopkov. Je realna ocena, da tudi če bi se danes na kateri od lokacij drugje v Sloveniji odločili za novo tovrstno sežigalnico, da bi to trajalo po nekih ocenah celo 7 let. Medtem ko v TEŠ-u smo pravzaprav že tako daleč, da veliko kurilno napravo imamo, je primerna za termično obdelavo neke manjše količine ali relativnega deleža tovrstnih predelanih odpadkov, oziroma mi raje govorimo o alternativnem ali nadomestnem gorivu z oznako SRF, ki je pridobljeno iz nenevarnih odpadkov, torej ne govorimo o sežigalnici odpadkov raznovrstnih, ampak dejansko o alternativnem gorivu SRF. Realno je pričakovati, da če ne bo nekih nepredvidenih večjih zadržkov ali drugih postopkovnih zapletov v postopku pridobivanja okoljevarstvenega soglasja in dovoljenja, da bi lahko z letom 2022 začeli z tovrstnim sožigom. Moramo pa poudariti, da dejansko mi lahko v TEŠ-u dodamo tovrstnega alternativnega goriva največ do 6% mastnega razmerja oziroma do 10% energijskega razmerja, ker namreč tovrstno predelano gorivo po teh specifikacijah, ki bodo postavljene, ima nekaj višjo kalorično vrednost od primarnega energenta, to je od velenjskega lignita. Tako da v tem primeru zagotovo odgovor je da je to rešitev, nikakor ne težava, ampak rešitev, ki jo lahko v času uveljavljanja protekcionizma in zapiranja tovrstnih mej tudi znotraj Evropske unije lahko predstavlja še najhitrejšo rešitev za Slovenijo na tem področju. Izvedba sosežiga v TEŠ-u ima določene predpogoje, da bi lahko to dejansko delali na okoljsko sprejemljiv način in na tak način, da se okoljska slika v primerjavi s sedanjim stanjem, ko uporabljamo samo velenjski lignit, ne bo nikakor poslabšala, ampak se bodo določene mejne vrednosti celo zmanjšale in se bo s tem okoljska slika v določenih parametrih celo izboljšala. Predpogoj je seveda najprej omejitev količine, ki je, kot rečeno, največ do 6% mastnega toka. Drugi pogoj je vsekakor ustrezna sestava tega alternativnega goriva, pridobljenega iz nenevarnih odpadkov. Letno bi lahko v TEŠ-u po teh izračunih samo v bloku 6, ki je sodobnejši in ima boljše, sodobnejše tudi filtrirane naprave, čiščenje dimnih plinov in drugih stranskih produktov, izvajanja dejavnosti pridobivanja električne energije na termo način, je, da ta SRF, kot ga imenujemo, kratico, izpolnjuje določene pogoje. In te zahteve za nadomestno gorivo bodo poleg seveda same granulacije in velikosti 2D in 3D frakcije predvsem zelo skrbno selekcioniranje in izbira in izločanje vseh potencialno nevarnih snovi, ki jih v samem procesu termične obdelave in filtriranja v TEŠ-u ne bi mogli uspešno izločiti oziroma nadzorovati. Gre predvsem za klor, za živo srebro, za različne metale in metaloide in okside, tudi določene druge substance, ki ne smejo biti v tem gorivu prisotne.
In ključni dejavnik, torej odgovor na to vprašanje, še najbolj pomemben dejavnik bo ustrezen nadzor nad kakovostjo in izpolnjevanjem specifikacij za to vrstno gorivo, ki ga bomo lahko v TEŠ-u dodajali v obliki sosežiga. To nameravamo zagotoviti z zelo ostro sistemsko vhodno kontrolo, ozorčenjem, z neodvisnimi zunanjimi laboratoriji, neodvisnimi kontrolami tudi na lokacijah dobaviteljev bodočih in pa seveda z striktnim izločanjem tistega, kar ne bi bilo primerno. Kar se same tehnične izvedbe sosežiga tiče, je blok 6 izpolnjuje vse pogoje za varno in okoljsko sprejemljivo izvedbo tovrstnega sežiga, namreč po izračunih bomo vse predpisane mejne vrednosti polutantov, ki se nahajajo v ki jih strokovna literatura prepoznava kot potencialno nevarne, jih bomo lahko brez večjih težav držali znotraj vseh predpisanih mejnih vrednosti, vključujoč z tako imenovanimi BAT tehnologijami, torej najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, tudi tistimi, ki bodo v naslednjih letih šele stopili v veljavo, eden od teh šele decembra leta 2023. Torej, tehnični pogoji termične obdelave bodo izpolnjeni, ključni dejavnik bo pa, kot rečeno, na nadzorovanju in zagotavljanju kakovosti oziroma predpisanih parametrov tega vhodnega alternativnega goriva.